En dober, zelo tehten komentar sem prejel pod moj test Nissana Qashqaia e-Power in če se strinjam, te bom najprej spustil tisto ceno, potem pa se pogovorimo o tem. Ponavadi pri hibridnih avtomobilih s hibridnim pogonom govorimo o tem, da imamo dva motorja, se pravi, najprej imamo bencinski motor in pa imamo tudi elektromotor in seveda imamo kolesa. No in zdaj na avtocesti ponavadi kolesa poganja bencinski motor, ko pa se recimo vozimo umirjeno po mestu, takrat pa seveda pride na vrsto elektromotor. Zdaj, če od avtomobila zahtevamo bistveno boljše zmogljivosti, potem kolesa poganjata oba motorja hkrati, ko pa recimo nimamo obremenitev ali pa se spuščamo po klancu navzdol, takrat kolesa polnijo baterije, ki jih potem uporablja elektromotor. In seveda, če te energije zmanjkuje, potem tudi bencinski motor polni baterije za elektromotor. In seveda, ker oba dva motorja poganjata kolesa, se pravi, govorimo o hibridnem pogonu. Zdaj, ta Nissan Qashqai e-Power ima prav tako dva motorja, bencinskega in električnega, kolesa pa poganja samo elektromotor. Bencinski motor vselej polni samo baterije. No, sem hotel biti razumljiv, pa sem v bistvu samo zakompliciral, ker v bistvu je že strokovni izraz čisto dovolj razumljiv. Namreč e-Power je preprosto rečeno zaporedni hibrid. Ampak dobro, važno, da se razumemo tako ali drugače, jaz upam, da se glede tega strinjamo. Test seveda pripenjam, no kliknite, poglejte, ker pri tem avtu pa je eno presenetljivo dejstvo, ki je zahtevalo ekstra razlago in seveda sem šel spet spraševati. Torej, poglejte test, pa se vidimo jutri.